lepo pozdravljeni na Valentinovo nedeljo. Draga cerkev, bratje in sestre, čudovito je, da lahko slavimo in častimo našega Gospoda. Nedelja je čas, ko pridemo, da se duhovno nahranimo, da spoznavamo to, kar ima Bog za nas. Kako rabimo vsak dan hrano za naše telo, tako rabimo vsak dan in še posebej v nedeljo, ko je čas namenjen temu, da se tudi duhovno nahranimo. Danes bomo govorili o veri, da pogledamo v naša srca, kaj verujemo in kaj nam prinaša vera v Jezusa Kristusa. Preden pa bomo poslušali Božjo besedo, ponovno odprimo naša srca, da slavimo in poveličujemo našega Boga. Vreden je, da sprejme slavo in čast, saj nas ljubi, saj je prišel na ta svet, da umre za naše grehe, da imamo v njem odpuščanje, mir, spravo in tudi živo vero in upanje, da bomo nekega dne v večnosti z njim, kjer ne bo ne osamljenosti, kjer ne bo ne bolezni, trpljenja, ne korone, ampak življenje, čas, nebesa, kjer bo vladal sam kralj Jezus Kristus. Zato vas povabim, da zdaj slavimo in častimo našega odrešenika. Ko s grehom se borim, ko s grehom se borim, ko s grehom se borim, sile Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa želim, v svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko osamljen sem, in ko osamljen sem, ko osamljen sem, si Jezusa želim.
tebe si želim. Ko nov dan se zazrem, ko nov dan se zazrem, ko nov dan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa želim, v svet ti prepustim sile Jezusa želim. Danes želim govoriti na temo spreglej, kaj veruješ. Apostoli so rekli Gospodu, pomnoži nam vero. V določenem trenutku učenci prosijo Jezusa, da pomnoži njihovo vero. Učenci tukaj ne sprašujejo Jezusa, kaj naj verujejo, ampak so se znašli v določenih okoliščinah, kjer so se zavedali, da potrebujejo več vere. Kaj je bil vzrok, da so ga prosili za več vere? Poglejmo nekaj vrst pred vrsto, ki smo jo prebrali. In rekel je svojim učencem, ni mogoče, da bi pohujšanje ne prišlo, toda gorje tistemu, po katerem pride. Bolje je zanj, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in ga vržejo v morje, kakor da pohujša enega od teh malih. Varujte se. Če tvoj brat greši, ga pograjaj, in če se skesa, mu odpusti. Če greši 7-krat na dan zoper tebe in se 7-krat na dan obrne k tebi ter reče, kesam se, mu odpusti. Jezus govori o pohujšanju in da ni mogoče, da pohujšanje ne bi prišlo. Kaj je pohujšanje? Jezus uporablja besedo, ki pomeni spotikam, nastavljam past, zanko. Nadalje Jezus pravi, gorje tistemu, po katerem pride pohujšanje. Gorje, če nastavljam nekomu zanko, past in mu želim škodovati, ali ga mogoče celo uničiti. Jezus svari svoje učence, kako nevarno je, če nekomu škodujemo. Bolje je, da mu obesijo mlinski kamen in ga vržejo v morje. Zelo resne besede, ki jih je Jezus tukaj izrekel. Potem Jezus nadaljuje in začne učiti o odpuščanju. Če tvoj brat greši proti tebi, ga pograjaj in odpusti. Če je potrebno 7-krat na dan odpustiti, odpusti. Jezus tudi pravi, da ga naj pograjamo. Lahko bi uporabili tudi besedo opomnimo. Bratsko opominjanje, ki ga zapoveduje že stara zaveza, je bila posebej razvito v Qumranu, kjer so člani občestva poznali različne stopnje opominjanja. Ena je bila na 4 oči, dobesedno, med
teboj in njim samim. V bistvu je šlo za urejanje odnosov drug z drugim in seveda tudi z Bogom. Kako pomembno je za Jezusa urejanje odnosov, lahko vidimo, če je potrebno odpustiti tudi 7-krat na dan, naj odpustimo. Lahko razumemo učence, ko so ga poslušali in se od njega učili, da so prišli do spoznanja, da potrebujejo več vere. Učenci so se zavedali, da je tako pomembno odpuščati in seveda spoznali, tako tudi vsi mi vemo, da včasih ni tako enostavno, preprosto nekomu odpustiti. Učenci so prišli do spoznanja, da potrebujejo več vere, zaupanja v Jezusa, njegovo pomoč in moč. Ko govorimo o našem verovanju, veri, je zelo pomembno, da vemo, kaj verujemo. Če nismo v našem verovanju izzvani, da duhovno rastemo in se spreminjamo, tako kot so bili izzvani učenci glede pohujšanja, odpuščanja, je naša vera prazna, formalna, mrtva. Kaj uči Sveto pismo o veri? Sveto pismo govori o veri v različnih povezavah z različno pomembnostjo in različnim pomenom. Eno od temeljnih verovanj je odrešujoča ali zveličavna vera. Pomeni vera, ki nam zagotavlja, da bomo rešeni večnega pogubljenja in bomo večno v Božjem kraljestvu. Jude in Grke sem rotil, naj se spreobrnejo k Bogu in naj verujejo v našega Gospoda Jezusa. Zveličavna vera pomeni prepustiti se nekomu varstvu. To je dejanje naše odločitve. Pavel pravi, da je učil Jude in Grke, naj se spreobrnejo, vrnejo k Bogu in verujejo v Gospoda Jezusa. Zveličavna vera tudi pomeni zanašanje na nekoga. V tem primeru Jezusa, moja odrešitev, zveličanje je v njem. Pomeni tudi prepričanje ali notranjo gotovost. Grška beseda pistis, ki jo prevajamo z vera, ima tudi podoben pomen kot pot. Se pravi, vera je pot k pravemu cilju. Vera lahko pomeni tudi zvestoba. Kaj nam vse to odkriva? Zveličavna, odrešujoča vera je nekaj mnogo več kot samo verovati v obstoj Jezusa. Verujem, da je Jezus živel. Verujem, da mogoče obstaja Bog. Nekaj že mora biti nad nami. Če verujemo samo v njegov obstoj, ne zadostuje za našo odrešitev. Odrešujoča, zveličavna vera pomeni, da se nekomu predam v varstvo, mu zaupam in hodim na tej poti, ki nas pelje k pravemu cilju, večnem življenju z Bogom. Velika težava v tako imenovanem krščanstvu je, da velik odstotek kristjanov samo veruje v Jezusa, njegov obstoj. Niso pa v Kristusu, niso na poti, ki jo uči Jezus. Stojijo zunaj.
Nekako verjamejo, da zveličanje odrešitev obstaja, niso pa v zveličanju, na poti k odrešitvi. Tako kot je Jezus izzval učence, da razmišljajo o pohujšanju, odpuščanju, njunih posledicah in naj zavzamejo pravo stališče odnos do pohujšanja, odpuščanja, nas Jezus tudi izziva, da pretehtamo našo vero, kakšna je, kje duhovno stojimo, ali imamo resnično zveličavno vero v svojem srcu. Zanimivo je Jezusov odgovor učencem, ko so prosili, naj pomnoži njihovo vero. Gospod pa jim je dejal, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila pokorna. Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli murvi, naj se s koreninami vred presadi v morje in bi vam bila pokorna. Dogajale bi se nadnaravne stvari. Gorčično zrno je eno od najmanjših semen. Se pravi, da nam je potrebno zelo malo vere. Zakaj tako malo vere? Ker mi v naši moči ne moremo delati čudežev, nadnaravnih stvari. Bog pa jih lahko. Mi se ne moremo sami odrešiti. Zato mora naša vera biti usmerjena v Jezusa. Njemu moramo verovati, zaupati, da On to lahko stori. A se lahko mi sami odrešimo? Ne. Čeprav mnogi polagajo svojo vero vase, človeško moč, svetost, poslušnost, cerkev, da bodo odrešeni, sprejeti pri Bogu. Učenci so spoznali in videli, da potrebujejo več vere v Jezusa, njegovo moč in oblast, in zato so prosili Jezusa, da naj pomnoži njihovo vero. Mi potrebujemo več vere v Boga in ne v sebe. Mi želimo iz človeške vere napraviti veliko vero kot goro, na kateri bomo lahko splezali do Boga. A na koncu se vse poruši. Jezus pa pravi učencem, samo kot gorčično zrno je dovolj. Bistvo je On že vse storil za našo odrešitev. Potrebno je samo priti nazaj k njemu in mu vse predati. Kako je bil Noe rešen? Veroval je Bogu, da bo človeštvo uničeno, zato je naredil barko. In kako se je potem rešil? Da je vstopil, šel na barko. Poglejmo primer, ki ste ga že mogoče slišali, a ga je dobro večkrat slišati, ker zelo jasno kaže, kako deluje zveličavna vera. Nek veren poslovnež je slišal pridigo o Noetu, kako pomembno je, da vstopi v barko, tako kot je Noe, saj je bil to način njegove odrešitve. Neko jutro se je o tem pogovarjal z uslužbencem pri dvigalu. Ta se je jezil, da je pač to neka nekoristna teološka finesa. Rekel je tudi, jaz imam svojo vero, verujem v obstoj, v nekaj in to je dovolj. Zvečer se je poslovnež spet srečal z istim uslužbencem pri dvigalu. Poslovnež pa ni vstopil, ampak je čakal pred dvigalom. Uslužbenec se je začudil, se nočete peljati?
Seveda se hočem, je odgovoril poslovnež, saj verujem v dvigalo, njegovo moč, da me lahko prepelje. Potem pa že vstopite, mu pravi uslužbenec. Ne, jaz verujem v njegov obstoj, da me bo pripeljalo više nadstropje in to zadostuje. Ves nestrpen je potem uslužbenec dejal, tu lahko stojite in verujete vse do novega dne. Toda če ne boste vstopili v dvigalo, ne boste prišli nikamor. Potem je poslovnež vstopil in tako pričeval uslužbencu dvigala, da samo verovanje v nekaj ni dovolj, ampak je potrebno vstopiti. To je zveličavna vera, ki veruje in sprejme Jezusa za svojega odrešenika. Ni potrebno veliko vere, toda potrebno je verovati, zaupati Jezusu, ki je vse storil na križu za našo odrešitev. A imamo takšno vero, ki zveličuje? Če ne, a želimo zaupati Jezusu, da pomnoži našo vero? Prav zdaj se lahko skupaj pomolimo. In če nimaš v svojem srcu zveličavne vere, povej Jezusu, da ga želiš sprejeti za svojega zveličarja. Prosi ga, naj ti pomaga, da pomnoži tvojo vero, da boš na en preprost način, majhen kot gorčično zrno, se ponižal in zveroval, da je Jezus vse storil na križu za tebe, da je potrebno samo ga sprejeti za zveličarja, prositi za odpuščanje in vstopiti na to novo pot, ki vodi v večno življenje. Jezus, hvala ti za tvojo besedo, hvala ti, da se lahko iz nje učimo, da lahko poslušamo. In jaz te zdaj prosim za vse, ki so poslušali, da pomagaš v njihovih srcih, da spregledajo, pretehtajo, kaj verujejo. A je v njihovih srcih zveličavna vera, ki ve, da je Jezus na križu umrl za naše grehe, da je Jezus ta, ki odpušča, ko ga prosim za odpuščanje in nam je odprl vrata v nebeško kraljestvo. Jaz te prosim za vsakega, Jezus, da po svetem duhu deluješ naprej v življenju, v srcih vseh, ki smo tem jutru poslušali tvojo besedo. Naj naša vera raste, naj se pomnoži in naj ti verujemo in služimo. To te prosim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam prijetno, blagoslovljeno Valentinovo nedeljo.